Približno 3500 mladih v Sloveniji zaradi pretirane uporabe mobilnih naprav in spleta postane nefunkcionalnih. Zaradi tega pozabijo na vse drugo, celo na prehranjevanje, učenje in spanje. Nekateri celo opustijo šolanje in poznajo zgolj le še svet virtualnosti. Ključni pri tem so starši. Starši pa žal pogosto to pomagajo tako, da to vzdržujejo, ne? In ne postavijo nekih mej. Pogosto se zdi tudi, ko se pogovarjaš s tem staršem, da niti teh mej ne smejo več dati, ne? Pri mlajših pogosto je pa zelo povezano potem z agresijo. 10-12-letniku vzamejo telefon in potem je blazno agresiven izpad. Manjka avtoriteta tako doma kot v šoli. Vse druge odvisnosti lažje prepoznamo in jih zdravimo, opozarja psihoterapevt. Prepoznava digitalne odvisnosti pa je velikokrat težja. Če otroka pokličeš, je v sobi, na telefonu, je kosilo pripravljeno, ne pridi za mizo, pa se otrok odzove, potem ni noben tak problem, ne. Tudi če je treba, ne vem, dvakrat reči, pa ne, otrok sploh ne ve, da smo ga mi poklicali, pa že imamo težavo, ne. Dočim pa se odzove agresivno, ne, če mi to prekinemo, pa imamo pa veliko težavo. Pri otrocih in mladostnikih gre večinoma za videoigre, s katerimi so po nedavni nacionalni raziskavi HBSC bolj zasvojeni fantje, in za družbena omrežja, kot so TikTok, Instagram, WhatsApp, Snapchat, Facebook, od katerih so bolj odvisna dekleta. Mlade smo na ljubljanskih ulicah spraševali, ali menijo, da so zasvojeni s socialnimi omrežji, spletom in mobilnimi telefoni. Socialna omrežja, pa tako, ne vem, branje knjig mogoče tudi včasih, pa mogoče tablica za učenje, to je najbolj te tri. Ne bi pa rekla, da si odvisna od tega? Po mojem sem, ker je toliko zdaj normalizirano tudi, da pač socialne omrežja sploh, tako od tega bi rekla, da sem odvisna. Vsak dan ga kaj vprašam na hitrco, ampak nič tako resno. Še kaj? Kaj pa telefon? Telefon, a to je tudi sodobno tehnologija. To pa vsak dan, ja. Več ur na dan, na žalost. A se vam zdi, da ste od tega odvisni? Do ene mere sigurno, ja. Ampak ni pa problem tudi, če ga pustim za kak dan kje, tako da. Kako se z zasvojenostjo spopadati, dobro vedo v društvu Logout, kjer nudijo več brezplačnih svetovalnih razgovorov ter delavnic za vse, ki se znajdejo v stiski, predvsem glede otrok in mladine. Tu je cilj pravzaprav podpreti starše, da bodo zmogli malo več svoje vloge tu prevzeti in jim pomagali pri tem, da ne bi sama uporaba vplivala predvsem na kakšne šolske obveznosti, na učni uspeh. Vendar je, kot poudarjajo, ključna že preventiva, ki lahko marsikaj predhodno reši. Sami poskušajo delovati čim bolj preventivno in k temu pozivajo tudi starše, sorodnike ter prijatelje. Pomembna je čim manjša izpostavljenost tem napravam. Zelo pomembno je tudi dogovoriti, da pač te naprave niso čez noč v otroški sobi. Dobro je tudi, da se jih absolutno, da starši nekje tam do 14. leta, kolikor se le da, absolutno so prisotni pri uporabi, zato da v primeru, če zasledijo, da pridejo otroci v stik s kakšnimi neprimernimi, neprijetnimi vsebinami, se z njimi pogovorijo. Predvsem pa, da tudi staršem predstavimo načine, kako oni lahko spremljajo in skrbijo za to, da nekako nadzorujejo čas rabe zaslona. Številni otroci prejmejo od staršev telefone za lastno uporabo že v predšolskem obdobju, opozarjajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje.
V tej starostni skupini otrok je opazna porast telesne teže ter zaostanki na področju govornega, socialnega, gibalnega in čustvenega razvoja. Tudi v osnovnih šolah zaznavajo čezmerno rabo zaslonov. Pojavlja se medvrstniško nasilje na spletu, izsiljevanje in vdiranje v spletne profile. Nevladne organizacije, ki se ukvarjajo z digitalno zasvojenostjo, pa poročajo o porastu problematike tudi med dijaki in študenti, pri katerih opažajo težave pri navezovanju stikov v živo in pri javnem nastopanju.